poslušalke in poslušalci, današnji uvod bom še petal, ker me lasten glas vzburja. Lahko rečeš. Okay. Dej admin povej. Zdaj pa admin je takšen kot vedno, da je ta podcast zastonj, še za enkrat. Podpri.si, dokler ne bo plačaj ali pa nič. Z vami spet. Spet. Kaj ste počeli tegale? Ta 2 tedna, odkar so na zadnje nekaj posnela. Tako, poletje je prišlo popolnoma nenapovedano, vsi so ga pogrešali. Ker je deževalo v bistvu od začetka aprila. Spet o vremenu. Torej. Ne, hočem povedati, da časi so se spremenili in kar naenkrat je vzdušje poletno. In kaj to zate pomeni? Zame? Ja. Krila. Krilca. Ne, ni. A veš, kaj imaš zmeraj enega? Ja, prijatelja, ki je malo weird. Ja, poznam ta občutek. No. Ja. Kakorkoli že, pač krila so pa krila, ne? Krilca, kiklce, ja. Krila, tangice. Ne vem, kaj sem oprost. Prehit si začel. Ja. Prehit si začel snemati, veš, se nisem še zbral, da bi res naredil tisti kvaliteten uvod, ki ga poslušalke in poslušalci pogrešajo. Danes ne, se ponavadi ga dobijo, danes ga niso. Ja, Hans Stupica je v četu. Hans je valjda v četu. Je napisal, da poleti ljudje smrdijo. Poleti ljudje smrdijo, tlele sem pa mogel strinjati. Ne preseneča, zakaj? Tlele sem mogel strinjati. In poleti je dobro imeti dober deodorant. In na tem primeru na tej točki bi rad priporočil. Sam dovzam za zapiske. To je tako, mislim, da je bil pred kratkim, prejšnji teden enkrat takole je bil en review oziroma pismo nekoga, ki je rekel, dajte še kaj predlagati, ne? Svetovati. Zakaj pa, a to mene oponažaš? Ne, pač tega, ki je mail poslal, da tako govori, ki sitni ljudje tako govori. Ne. Okay. In je napisal, dajte še kaj priporočati. No, priporoči deodorant. Zdaj ljudje ful sprašujejo. Danny DeVito sprašuje v četu. Kva? Povej deodorant, da ga rabi. Deodorant? Ja. Samo enega proizvajajo. Floris. Itak. Cefiro. Kva? Cefiro. C-E-F-I-R-O. To je njihov edini deodorant in je dober. Zakaj? Zato, ker ga daš gor, dobro deluje. Ne smrdiš, ampak zvečer, ko pa priješ domov, se pa potipaš in... Kaj se? A se ti s prstom ne potipaš pod pas duho, preden se greš tuširati, da boš rekel, švic, da se pa pazi, tem bez pokazal z vodo. Ne. Ti se dejansko ne tipaš. Mislim, ne. Ja. Mislim. Zakaj se tipaš? Danes so nam ta telesa že tipa... Kaj da ni tvoj, ali kaj. No, v glavnem, ta deodorant je res dober, ni tist antiperspirant, ki ti zacementira, ne, tiste grozno, ceneno sranje. To je res dobro, ker ni agresiven. Kaj se zgodi, ko se potipaš pred tušom? To ne razumem. Hočem reči, ni več ni sledu deodoranta. Tako. Okay. Tako. Vse ti prime na srajco, pa tako, da čutiš, da je bil gor, ampak ni pa tisti, ki bi bil trdovraten, ki ga tudi z milom ne dobiš dol. Tako da Cefiro jaz priporočam za te vroče, strastne dni. Lahko ne. Ja, a poletje ni strastno zate? Mislim, je, seveda, izjemno strastno. Pa ne telesa, pa ne strasti, Hans, pa bova z njim. Jaz sem eno temo, naprej greva na malo danes že spet osrednjo temo, ki se ga predstavlja od prejšnjič. Poslušalke in poslušalci, danes smo res zelo pripravljeno pozvalnico. Strukturirano, razdeljeno in scenarizirano. Tako da vsi tisti, ki ste zdaj po prvih par minutah rekli, spet bo Zendrek, naj vas pomirim. Ja, spet bo Zendrek, ampak bolj Zendrek, pa ponavadi. Okay, pa ljudje so sprašvali, koliko je ta Floris, pa Frank piše, da je 40 € iz Anglije s poštnino vred. A je to res?
Ja, mislim, da je 20 funtov. Ampak se najde tudi na eBayu cenej. Aha, ok. Se so te, kaj so? Pa to je legit, če je eBay. Absolutno. Se kupiš, moraš gledati, kako kupuješ na eBayu, da je new and sealed with tags. Ne moreš used deodorant, pa s garjami. Garje pod pazduho. I wouldn't love that. Ja, to ne bi tipal. Raj smrdim. Kaj pa da imam garje pod pazduho? Luskavico? Ja, tudi ne. Kjera bolezni še ne bi imel, ajde? Tist, ki se praskaš, ki se v srdeč, ki se ljudje praskajo, ki se luščijo. Eksema, ali kako je? Ja, eksema. Mislim, da je to. Okay, tega ne bi imel. Ekscem. Kjero bolezen bi pa imel? Kaj bi imel? Mislim, če bi že imel neki, bi bil tako, da bi bil na invalidskem vozičku. Okay, v glavnem. Zakaj? Da bi bil, da bi padel v lik Bondovega kriminalca. Ne? Aha, mislim, ok. Tako, da bi bil, to je pa njega se pa boj, on je pa na invalidskem, ampak ima pa moč. Okay. Je vpliven človek. Peva naprej. Ali pa na stolu. No. Jezus. Ok, v glavnem, jaz sem eno mini temo. Ljudje so to sicer videli, jaz bom to tudi dal ljudem v chat, da bojo lahko sami preverili, da si ne zmišljujem. Ne? Kaj pa? Se pravi, ti si dal intervju za en časopis, ki ga ne bi omenjal. Ne? Kdaj? 28. maja 2019 je vam prišlo. Ne? Intervju, razkritje slovenskega voditelja, bil sem odvisen. Ne? Zdaj me ta intervju ne zanima ful. Ne, to se ne spomnim. Ne spomniš se intervjuja. Odvisen? Ja, odvisen. Od česa? Mislim, da je mišljen, da si bil odvisen od telefona. To pa ja. Okay, od smartfona. Ja, okay, ti lahko povem, zakaj omenjam ta intervju. No, ti bom zdaj čakaj, imam odprt, se pravi. In si govoril tudi, da nisi več na družabnih omrežjih, ne? Na večini, ja. Da na večini pač nisi, a ne? In potem na eni točki rečeš, ne? Ja. Velik premik pa je, tako piše, velik premik pa je naredil, to si ti, Jure, tudi na socialnem področju, saj ga najdemo samo še na Instagramu in Twitterju. Potem je pa citat, se pravi, citiran si. Jaz bi sam rad povedal, kaj si rekel zdaj naprej. Okay? Sam rad bi povedal. To je še enkrat citiran si v časopisu. Okay? Kaj sem rekel? Evo ga. Pa še to uporabljam bolj kot ne za promocijo oddaje ali knjige. Pa se še nadaljuje. Ampak vidiš, kaj je narobe? A nisem rekel podcast? Ja, ne vem. Citat je tak, kaj je ta star. Ja, včas mi uide. Zdaj jaz bi to še enkrat rad prebral. Ja, mogo bi oprost. Samo da povem. Pa še to uporabljam bolj kot ne za promocijo. Oddaje ali knjige. Kjere oddaje? Odkdaj pa oddaja ne more biti poddaja? Okay. Podcast. Poddaja. Okay. To je v bistvu dober fajn. No, lej. To je point made. Ja, ok. Ok, fair point. Mislim, tako da ja, obstaja pač ta intervju. Ja, veš, kje sem jaz bil? Na Snapu. Pa na Facebooku. Ja, posod si bil. Pa boljš, da še ne povem, kje sem bil. Ok, reda, nočma. Adult friend finder. Ne. Mamice v bližini želijo... Okay. Gre naprej. Ja. V bližini tebe 500 metrov. A miš, da je to res? Še dobiš tisto reklamo. Seveda ni res. Mamice si te želijo. Seveda ni v tvoji okolici. Hej, pridi in... No, ok, v redu. Hvala, ker si tam, ker si mal, goddammit. Ok. Se pravi, kje smo zdaj? Greva na redno rubriko. Ja, na redno rubriko. Ki se ji reče zdaj pisma bralcev, ali nekaj tazga, tako ponovadi temu rečemo. Mnogo jih je prišlo. Hvala lepa vsem za vse, kar ste napisali, za vse lepe besede, za vse nežne besede podpore. Nežne besede podpore? Meni ljudje dajo nežne besede podpore. Ok, to tudi ne vem točno, kaj pomeni, ampak v redu. Zdaj pa mava, ker smo zadnjič odprli, če hočete, ne, seveda oddati oceno in nimate iPhona, ne, oziroma v iTunesih, oziroma zdaj Apple Podcasts, lahko pošljete tudi mail na anzeafna.aparatus.si.
Dejansko je par ocen tudi kaj prišlo, tako da bomo tam začeli, ker smo res eno dolgo dobila. Ali pa Stegne 19. Pismo, seveda, to je seveda vedno opcija. Ja. Zdaj bom pa prebral, če dovoliš. Primož jo je napisal. Kaj? Primož je legitimno ime, to sem rekel. Ne vem, kaj da pomeni. Spodobi se jim pravično je, da si kot velik oboževalec, zdaj pa že zagotovo lahko pravično rečemo kultnega podcast seriala Opazovalnica vzame minutko časa in se vam v znak globokega spoštovanja in hvaležnosti tudi s tem zapisom priklonim in se zahvalim za vse radostne ure, ki sem jih preživel v vajni družbi. Ne? Tako rekel, potem reče, da ni navdušen na znanstveno fantastiko, ampak je dejansko rad poslušal, tudi ko so se o tem pogovarjali, to pomeni Star Trek. Star Trek. Potem reče, da The Office, ne, da so bila že uigran tandem, ne, in da prej mu ni ratalo priti dlje od sredine prvega dela. Jaz sem imel podobno izkušnjo. Danes pa v resnici še sam ne vem, kako bi lahko živel s seboj, če kot obsesiven ljubitelj TV serije ne bi nikoli pogledal tega presežka nad presežki. Vidiš, navdušujeva z Officeom ljudi. Temu se reče influencer. Ne? Influencer. Vplivati na. V redu. A vsaj zame osebno se je prava vrednost in čisti presežek za opazovalnice začel razvijati po tem obdobju, ko naenkrat nista bili več tako zelo vezana na eno tematiko, se je med vama razvil posem nov flow / odnos je močna. Kam gre to? Kam gre to? Ne vem. In ta je z lahkoto nekaj najboljšega, kar se je sploh lahko zgodilo. Meni kot poslušalcu je nekaj najlepšega, da v tem prepoznam pristnost, ne? Tega se ne da naučiti, ne da se naštudirati, ne da se pretvarjati, ne? Ali je ali pa pač ni. Tako da ful pohvalu. Pa dejansko potem še reče, ne, da sva trendseterja, hashtag trendseterja, da sva tudi prava. Ljudje dejansko poslušajo vajne nasvete, večkrat preverjeno v širši družbi prijateljev in se jih držijo. Vidiš, to je, ko enkrat dosežeš sloves, ko si enkrat bodi si politik, a member of the royal family, celebrity, ne glede na to, kaj si, s tem, to povem zdaj zelo resno, pride velika odgovornost. Ti ne moreš reči, ko si enkrat, ne vem, ko imaš renome, celo tvoj, ne moreš v mikrofon reči, hej, folk, dajte se malo drogirati. A razumeš? Tvoja dolžnost. Dolžnost je, da ti tega ne moreš reči, ker nekdo bo rekel, to mi je rekel. Zakaj ni Godler tega rekel? Ne, ker si na te referiral. Na me si referiral. Okay. Ker boš neki, a veš, prej smo povedali za deodorant. Ja. Jaz ti povem. Ti stojiš za tem. Nekdo ga bo kupil. Ja. This message was approved by Jure Godler. Nekdo ga bo kupil, to sem hotel reči. Aha, okay. Ja, 100%. Okay, če bo kdo kupil ta... Nej sliko pošlje, kako se z njim maže. Ne. Tekle. Ne moški. Ne moški. Samo moške poslušalce malo. Pač samo moški, to sprijazno. Pa ne se našminka, pa ne se še maže. Pa pipa, Frank je napisal že plačano, tako da očitno ga je res naplačal. Frank je moški. Ja. Ne, Frank ne pošili slike, kako se mažeš s Florisom. Hvala. Naprej je pa rekel, da smo trendseterji. Ja, trendseterji. To je to. Treba je dejansko paziti, ne, ljudje si mislijo. Potem se je tudi podpisal, lep pozdrav 37-letni moški iz Ljubljane. To je naš demograf. Ja, Smerom leta grejo sem gor. V glavnem, in tako, kaj ljudje v četu pišejo, ni deklet, sploh, nikjer. Ni. Tako. To me žalosti. To tebe vedno žalosti. V glavnem, zdaj greva pa naprej na pisma, ki so prišla v iTunes. Ne? Zdaj pa tako, kako je pa s tem? Ja, velikih je, že spet 4. Ocen ne bomo brali, ker vemo. Ker se ve. To je moj soigralec Dušan, Virjevič iz Srbije, je rad rekel, ko smo bili na treningih, to se ne pita, to se zna. Soigralec? Ja. Zdaj, za moment sem mislil, da si igral v nekem sitcomu in da si imel nekega soigralca. Ne, basket soigralec. A ja? Ja. V Srbiji si igral? Ne, on je igral v Sloveniji. Aha, je bil del ekipe. Kakšna ekipa je pa to bila? Mislim, kakšna liga je to bila? To je takrat smo prvo ligo igrali, druga pa prvo ligo. Kaj to pomeni prva liga? Za nekoga, ki ne spremlja košarke in ne gleda Game of Thrones.
Ker to gre skup. Ampak, kaj pomeni? Na hitro mi povej, če sem jaz povedal za Tigerja Woodsa, zdaj ti meni sam razloži, kaj pomeni prva liga. Prva liga je pač relativno najvišja liga v Sloveniji. Državna liga. Državna liga. Jaz sem igral eno sezono v prvi ligi. A me hecaš? In to vedno povem v teh podcastih. Čestitam. Zgubil vse tekme. Takrat smo zgubili čisto vse tekme. A takrat, ko si igral, ste zgubili vse tekme? Ja. Si bil previsok, je tako? Jaz sem bil prenizak takrat. Prva liga so ljudje 20, je minimalno za centra. Za centra? Ja, ti recimo v prvi ligi bi lahko, to pa brez sarkazma in zajbancije, samo vodo bi lahko nosil. Pač to je dejstvo, s tvojo višino. Kdaj to pride? Tam, preklopi si, a ne, pa vodo daš igralcem. A ja, to? Ja, to bi lahko. Pa ne vem, če bi bil, no. Če ne bi. Ker grem stav, da niti en od vas ni imel Floris deodoranta. To ti dam lahko prav. No, to ti dam lahko prav. To ni, ja. Ker ne bi glih košarkašov vohu v lifeu, no. Ne vem, vse imam cilje, pa eni so taki, drugi so drugačni, ampak prešvicane košarkaše voha, to mi pa ni. Okay, Megan prav maskota bi lahko bil, to je dosti res. Pa jaz sem igral v Šenčurju, kjer je presežen, da je to res. Maskota je krompirko in je krompir. Iz prve lige krompir Igor, ja. Pošel pa na podcast. Ja, tako. Okay. Jezus. V glavnem, zdaj gremo na naslednjo. Kaj pravi? Okay, napisal je Panaš boj, Panaše boj. Panaš boj. Je napisal oceno. Subject line piše samo review. Za sofisticirane, skoraj avantgardne posameznike s prisfinjenim smislom za humor, hvala Godlerju za učene besede, z vsako epizodo vsaj malo obogatim svoj vokabular, svoj slovar, ali ne vokabular. Hkrati pa je vzdušje satirično ves čas, zaradi katerega je podcast odličen. Na svet mogoče malo več gostov. Mislim, do zdaj bil gost v bistvu Joco in sva potem takoj nehala. Goste vabiti, ne? Je tako, ali se nismo enkrat pogovarjali, smo se v ofisu pogovarjali. Smo bili pri Joco to, veš, smo bili pri Nemo. To je bilo pa po Viktorjih tist let. Se mi zdi, ja. Tako da, mislim, Joco je ubil koncept gosta v opozovalnici za enkrat, no. Ja, to on zna narediti. Tako da, ja, Godler krompirko. On je preveč... Ja. In je v četu, mislim, da. Joco je v četu? Ja, Joco je v četu. Ja, kje pa bo? Kje pa bo v četu? Sej ni nedelja, da bi bil za svojim omizjem, kjer ugaja. Ugaja ta skupaj. Jaz nočem imeti preferenčnega tretmaja za Jocota, ker smo prijatelji. Skoraj prijatelji. Čakaj, malo, a sem kaj grdega povedal Jocotu. Joco je pismo, kam bi pa šel nedeljski program, če ne bilo Jocota. Daj pa ima naprej. Naslednji šefionista. Kultni podcast je Subject line. Vsakice oranžne smejim, ko jo poslušam, včasih skoraj zapeljem z ceste od smeha, včasih pa mi zaradi vajnih izjav, predvsem Godlerjevih, to mi je kar v redu. Neumnosti po glavi hodijo, ko pa tale... Opa, hell vprašanje. Ja. Kaj priporočata za ogled po večernem poslušanju pozvalnice poleg Rokota? Potem je presežen ta človek, se je podpisal LP Urška Penis. To ni isti človek, ne? Urška pustimo na miru, okay. Mene zdaj zanima, kaj bi ti, ne, se pravi, ogled po večernem poslušanju opazovalnice. Ogled? Ja. A je treba nekaj gledati? Ja, če bi mogel, če rečeš. Ne šambalo bi za psihiatra. Kaj bi mogel gledati človek? Kaj pa še po opazovalnici? Po opazovalnici. Roko ne smeš reči, ker je poleg roke. Roko je a given. Tako da ja. Louis Mountbatten, Thames Television, 7 epizod, ki govori o Indiji. Mislim, da se to dobi še, če se poišče na eBayu, da dobiš še, lahko kupiš DVD-je. Kaj je to na svet? Kdo bo kupoval na eBayu DVD-je? Povej nekaj normalnega, kaj lahko ljudje gledajo. Ja, pa ne najde na YouTubu. Louis Mountbatten, ki govori o Indiji, The Last Viceroy. To je pomirjujoče. Ne veš, da je Mountbatten? Ne, še enkrat to ime reči. Mountbatten. Ne veš?
To sem danes že enkrat rekel, ti si tako na enih področjih agresivno nerazgledan. Ja, okay. Je res ali ni res? Je. Res, prav. Je. Ja. Včasih se čudim, ne pa se ni možno, to je in še huje možno. Drugače pa Godlerjeve neumnosti, ali kaj že omenil Mladenič, dajmo se vprašati najprej, kaj je definicija neumnosti, pa bomo pol rekli. Pa bomo pol re-evaluate, kaj je neumnost. Prav, tvoj nasvet je, da ljudje na eBayu najdejo, oziroma na YouTubeu. Ali pa še eno stvar, ki to mene vedno srčno pomiri in uspava, imenuje se film A King's Story. Ok, to pa tudi do tell. Narrator je bil, mislim, da Laurence Olivier. Mislim, da je ali Orson Welles. Kdo pa je narrator bil? Ne vem. V glavnem je skupek intervjujev, tako dokumentarno-biografski film o nesojenem kralju, stricu od Elizabete II. Edwardu, ki je kaj? Ki se je poročil z Wallace. Aha, to je ki se z Američanko poluči. Tako. Okay. To je njegov film, ki ga je posnel in na premieri tega filma je jokal. Je imel solzne oči. Meni ni za jokati, ampak je pa tako. Na vrtu sedi pa govori, mislim, da tudi Wallace zraven, pomirjujoče zelo. Ja, če me vpraša... Ja, ok, fair point. V bistvu ti dam čisto prav. Kaj pa ne povem? V bistvu ti dam čisto prav. To si lepo povedal. Oziroma še ena stvar je. Ja. En kanal je na YouTubu, ki mene pa res pomiri. Zakaj morate vse pomiriti? Ok, no daj povej. Zakaj bi pa gledal televizijo, da te bo razdivjal? Kaj boš pa pol zvečer? Kaj bo šel live? V disko. Okay. Boš šel plesat? Ker so risanke naše mladosti, naše mladosti, meaning, ki si bil mlad. Ja. Konec 80-ih, začetek 90-ih. Transformers, G1. Ne, risanke, ki so jih vrteli na RTV. Na RTV. Slovenija. No, kjer YouTube kanal te pomiri? Kje so te risanke gor? Risanke so gor iz RTV-ja. Tako, nekdo je, mislim, da mogo je po moje njihove, mislim, da ni sneman na televiziji, ampak je nekdo mogo na RTV-ju po mojem bete presnet, tiste, na katerih so bile risanke. Ja. In pa gledaš stare risanke. Ja, pa ti tako zaspiš. To je fajn. To je fajn. Ja. Kaj bi pa gledal, mislim, Rokota? Pa Roko tudi ni za gledati, ne bi rekel, kaj pa gledaš, porniče gledam. Ne, tiste za študirati. Ne, resno, tiste za analizirati. Kaj boš gledal? Se nisi 15 let star, už zdaj neki tam opletu. Prosim, se nismo otroci. Ja. Se nismo otroci. Kristus. Dajte no mir. Ja. Dajte se bomo pomiriti. Ja. Prosim, Twitter kanal, ne, kaj ste ti, IRC kanal, dajte se pomiriti. No. Ja, centrifuzija, se pravi, Tamala je valjda v četu, je spraševala, da dokumentarca o umetniku Roku ni našla mentoreti in je Franki tako je dal link. A ja, ti z dokumentarcem? Ja. Ti si pa božanski dokumentar, a smo že govorili o tem dokumentarcu? Ja, smo. Gre naprej. Prosim, please. Dobro. Ok, opazovalec 3000. Komentar, začetnik, subject line. Opazovalnico sem začel poslušati pred mesecem dni in od prve epizode v narekovajih. Krist. Kaj pa je to kot epizod? No pa si pa Mladenič zmislite eno boljšo besedo za to. Kaj je epizoda? Emisija. Okay. Dalje YouTube in Apple Music v avtu ne prijeta več upoštev. Jure je pač Jure, avantgardni umetnik s pestrim naborom besed in skupico znanj, za katere se res vprašaš, zakaj, odkje in kako to veš. Anže pa s svojimi smojalnimi vložki in iskrenimi stavki stila, kaj govoriš, Jure, greva naprej, noben ga to ne zanima, popestri pogovor in ga dodatno začini. Fanta, pohvale za vajino delo / čebljanje. Hvala, glej, pa če to smo eni ljudje smo tavšni. Eni ljudje smo pač švicarski nož. A veš, kaj ima ta nož? Wow, kaj ima odpirač? Kaj ima žago? Jep, tudi žago imam. Karakterno. Pod karakter. Kva? Pinceta. Kaj zdaj, kar govoriš? Pač človek, švicarski nož. Več stvari si. Več stvari v enem. Ok. Ne vem, kaj to pomeni v resnici. Kaj je pol žaga pri tvoji osebnosti? Pri moji osebnosti? Žaga. Moja ostrina, moj
sharp wit. Kaj pa pol nož? Nož. Če je to ostrina. Besednjak. Okay, une škarice? Škarice za nohte, strižeš kaj nohte na nogah? Strižem. Nohte imam zelo urejene. Imaš zelo urejene? Izjemno urejene nohte imam. Res? Res, na rogah in na nogah, leto, bam, narejen. Ja, lepa. Malo so že dolgi. Okay, so urejeni. Ja, ampak zdaj si bom postrigel. Všeč so mi, da še enkrat pokažem. Ja, no, ja, ne, kul. Cool. Hvala, cenim to. Okay, kaj je pol une škarice? Kaj so škarice? Za nohte? Ja. Si zabredel s tom tafro. Ja, ne, kaj ima pinceta pol? Pinceta? Ja. Sposobnost analize. Okay, kaj pa zobotrebac? Zobotrebca pa nimam. Nimaš? Ne. To vsi izgubimo, prvih nožih. Ja. Ne, to zmeraj nekam pade. Victorinox, to so najboljši. Ja, najboljši. Ja. Mislim, edini, ki jih poznam, da so švicarski noži. A ga je imel MacGyver tega? Skoraj zihar. Mogo ga je imeti, v resnici. Všeč mi je, da je žaga, ostrina, nož pa besednjak. Klezi se zapleto. Odvisen, kaj režeš. Ti se vpraš, kaj režeš. Ja. Pa pol še enkrat. Okay. By the way, Megan, že spet, zapomnimo si, Megan je tudi 35 let star moški, je napisal, vsi vemo, kaj je za potrebac. Se pravi. Zdaj pa ne vem, je to dis? Dis? Ja, ne vem. Mislim, vem, da biti komik je zajeban. To je vse, kar vem. Ja. Zdaj pa čas za glavno temo, jaz mislim, da bo še glih stisnila. Okay, eno še dolga ocena, bomo naslednjič obljubam prebrala, kaj je tudi fajn. Zdaj pa mislim, da je pa čas za glavno temo, ker smo že zadnjič hotla. Ja. In je, enkrat smo že govorili o tem, ja. Ampak zdaj je pa toliko bolj aktualno, ker se bliža datum, ja. Ko bo prišel ven ja. novi ja. James Bond, okay. James Bond 25. Odlično. Pred kratkim je bila predstavitev, pred kratkim meaning, zdaj bo, mislim, da že en mesec nazaj. Ja. En mesec nazaj so prenašali na YouTube iz GoldenEye posestva Iana Fleminga. Super. Na Jamajki. Ja. Orca Besa. Seveda, ok. A veš, koliko je, pač Ian Fleming ja. Je po drugi svetovni vojni kupil zemljo ja. Na Jamajki in je zgradil si počitniško. To si rekel, ja, da je ful zaslužil, ne? Da je ful pocen kupil, a ni neka ta fora. A sem to že govoril? Ja, mogoče. Zelo pocen ja. Je ti zdobil. Današnjega denarja je dobil, z današnjega denarja je vse skupaj zgradil, mislim, da za 150,000 evrov. Ja. Današnjega denarja. Zdaj pa vreden 87 milijonov. Ne vem, koliko je vredno, v glavnem tam so zdaj razširili in je zdaj hotel. Okay. Pač, okay. Tam lahko in s tem so to snemali, predstavitev 25. Bonda in ali si navdušen, kaj so predstavili? Predstavili so novo ekipo, vloge, ja. Čeprav je bil samo Daniel je bil moški. Rami Malek, ja ne, sama dekleta so bila. Aha, okay. Rami Malek, tak je igral Fredija. Tako... V tem res slabem filmu. Jaz sem ga mal videl. Res slabo. Bohemian Rhapsody. Ja. Meni tudi ni bil všeč preveč. Jaz bom celega enkrat, po mojega nam pogledal, ker mi bo to zanačal. Tudi ta igralec. Ja. Meni je on ok. Jaz ne vem, kakšen kriminalc bo on. Kakšen vilen bo on v tem filmu. A si predstavljaš? Jaz si ne predstavljam. Ne. In moram reči, da me pa nekaj jezi. Ja. Odkar so naredili novega Bonda, ja. Se pravi, odkar je prišel Daniel Craig, ta cel story arc, začenši s Casino Royale ja. In potem Quantum of Solace, Skyfall, Spectre. Pri Spectru so peljali po dolgem času, mislim, da celo od You Only Live Twice. Spet Blofelda kot kriminalca. Aha, razumem, ja. Največjega zlikovca njegova, res. Ja. In to bi mogli iti naprej. Jaz sem bil šokiran. Kaj bo zdaj nekaj drugega? Kaj ne bo Kristofa Valca noter. A ni to grozen? Je. Kristof Valc je vedno ok. Mi pa smrdi po slabem filmu, ker sem videl režiserja. Kaj, si ti nor? Tebi všeč? On je model. A si ti gledal True Detective prvo sezono? Seveda. Vrhunsko. In drugo sem gledal sezono. Druga ni on. Druga je slaba. A ni on bil? Ne, prva je pa on, stari. On je model, si ti nor.
če komu, dajte takim ljudem to zadevo. Ok. Sorry, klepa res. Jaz glih zaradi tega mislim, da bo super film. Res, no, on je Fukunaga. Ja, točno to, Danny je napisal, Fukunaga je legit. Danny DeVito, hvala v četu. Res, True Detective prva sezona je tako eden boljših TV stvari. Ever. Se strinjam, je malo markobno, malo začne najedati. Ok, ampak. Ja, se strinjam. Več kot leži v resnici. Je res. Meni sem nekaj mi še ni jasno, apropo Bond. Okay. Ti si bral romane? Ne. Nobenega? Ne. Romani so tako, začne Casino Royale, ki je pač one of a kind. Če si into such things, ti bo všeč, če ne, ti ne bo. Pol nasleden, Live and Let Die, gre Fleming tako malo v vode, išče še malo, kam bi šel in kaj. Potem tretji Moonraker. Ja, je bolanjada. To je pa res normal in mi ni jasen, kako da do danes noben ni vzel tega romana in naredil dobrega filma. Naredil filma tako, da bi se držali, tako kot so se držali pri Dr. No, kot so se držali pri Moonraker roman ni to, kar je potem un delo. Never ever. Tiste samo naslov filma. Tako kot, ne vem, The Spy Who Loved Me. Ja. Samo naslov je vzel. Noben ga nima rad. Ja. Ne, roman je čist, v romanu Bonda skoraj da ni, ker ena ženska pripoveduje. Ja, okay. Eno zgodbo s Vivian je ime, ko se piše, sem pa pozabil. Ampak čudi me, da niso vzeli nikoli, ampak so šli z nule dela. Pa se filmi z nule so bili tudi dobri, ne? GoldenEye? Ja, ali pa recimo Skyfall. Ja. Ni vem kaj, je pa dober film. Je pa dober film, se strinjam. Zdaj si malo bolj optimističen, če prav razumem. Ja, ne vem, pismo. Pač scenarij piše ta ista, kot ga pišeta. To je lahko zelo slabo ali pa zelo. To je lahko. Ja, če računamo na vse Pierce Brosnanove filme, ne. V bistvu sem prav povedal. Razen GoldenEye, no. A GoldenEye je super, ja. Ko je bil že tisti katastrofa, ta zadnji, Die Another Day. Ja, ti si res slabo. Ja, ti si res slabo. Tisti pa. Okay. Laserji. Ljudem še povej, ker to zdaj tudi mene zanima. Kjer je tvoj go-to Bond? Film ali roman? Film. Roman me ne zanima, film. Go-to. Godler, na samotni otok lahko vzameš en Bond film. Kater Bond film je to? To je tako srce parajoča dilema, ne? Ja. Sophie's Choice bi človek rekel. Moram v vsakem primeru enega, ne? Ja, enega. Ker samo med dvema kolebam. Vedno. Dva sta na voljo. Vedno je dilema med dvema. Ok, in to sta. Ker sta svetlobna leta nad ostalimi. On Her Majesty's Secret Service pa Casino Royale Bond, Daniela Craiga. Ok. Ta dva. Ker Frank je napisal, da to so že enkrat obdelala, da je bilo v Bondu, ne? Ja. Ampak, zdaj bi te pa jaz eno stvar vprašal. Ker je Daniel Craig zdaj potrjeno, ne, zdaj bo v 25-ki, yes. Pa je ne več. Ne več, ne. Ok, zdaj pa ne govoriva o rumorjih, kdo ne bi bil naslednji Bond. Ja. Nač to vse ignorirava. Ja. Okay, pa resen odgovor hočem. Kdo bi lahko bil? Kdo bi ti rad, da je? Od vseh igralcev, ki so zdaj v igri, ne? Kdo bi pa resen odgovor? Ne mi reči, da je Laurence Olivier bilo, če bi bil živ. Ne, pač. Eden, ki je zdaj živ, štikam. Zdaj dela, okay. Kdo je bil naslednji? Matthew Good, a sem si prav zapomnil, ta, ki je igral v Downton Abbey, moža od Mary. Ja, on je igral pa ne samo v Downton Abbey, tudi v Telenovi. V Watchmenih je igral on. A je tudi igral? Ja, v Watchmenih je igral, vem, kdo je on. Super je on. On je model. Zdi se mi primeren za, ker jaz vedno bi rekel Bond, kot sem si ga predstavljal iz romanov. Ja. Ker Bond iz romanov je a veš, je Jureta Godlerja. Exactly. A veš, in pismo, če bo kdaj obstajal aparat za brisanje starih napak, da greš nazaj v čas, pa ene stvari pač zbrišeš. Jaz ne bi šel nazaj Hitlerjev bit, ampak bi šel nazaj, pa bi ne posnel vse filme z Rogerjem Moorom. Ker ta starata, to pa... To je ja, polk je bil star, je bilo res bed, ja, to se strinjam. Na začetku ni bilo to. Človek, a se ti zavedaš, da je bil v Octopusi na koncu filma?
Ja. V klovna oblečen, pa po cirkusu skaku. Mislim. Ja, to Jure Godler ne bi naredil. Ne, tam je šlo narobe, tam je šlo nekaj narobe v 70-ih letih. Hans Stupica se strinja, da Good je model. No? Barne Bojem je pa napisal, da je bil Sebastian Cavaca relativno blizu izbora za Bonda, brez heca. To je hec. To ne more biti res. Ja, to je hec. to ne more biti res. Hvala sicer za ta komentar, ker če je to res, pa je Godler tam. Jaz sem se tok naredil, ti sploh ne veš, kaj je Bond. Bond je, citiram Fleminga, a blunt instrument. Točno to. Ne pa 1,90 m visok Cavaca. Ja. I am blunt instrument? Ne, ni. Thanks. A ti si blunt instrument? Jaz znam biti blunt instrument. Ja. Vpraš Mars Kiro. Redo. Čak, ne. Slovo, ne? Nekaj sem hotel povedati zdaj. Ne, ja. Nekaj sem hotel povedati. Okay, zdaj me je strah. Ne, nekaj čist resnega. Ta blunt instrument me je obogal. V redu. Viš, zdaj smo zašla. Vse so na koncu, v resnici, tako da kul je, zdaj me je strah. Okay. V glavnem, to sem hotel povedati. Spomnim se. Smešen je. God damn it, no daj. Veš, zmer se znajdeš v eni družbi, ki pač beseda nanese na Bonda, ne pogovarjaš, greš na koktejl. Ne. Ja. Veš, čudno družbo imaš, Anže Tomič. Okay. V čudni družbi se zadržuješ. Ja. No, in je zmer v eni družbi, ki rečeš, ja, se v bistvu Bond je v bistvu po enem srbskem agentu narejen, veš. A res? Ja. Ali pa si v eni družbi, ki rečejo, se v bistvu Bond je pa po enemu z naše vasi. Ja, bil je rojen tam takoj po drugi svetovni vojni. V bistvu po njej, a veš, čist zmer, ampak dejansko ni bil, ne. Ne. Čist vsi imajo zmer... Kašen letdown je bila ta zgodbica. To je bilo nadaljevanje iz Cavace. Ok, razumem. To je bilo, a veš... Ja. Ti, po čem pa Bond? Zdaj že Megan je napisala, jaz sem pa slišala, da je Borisca bil v ožjem krogu. Evo. Ja, res? Ja. A veš, po kom je Bond narejen? Ne, po mojem pradetku. Ja, res, tega ben ne ve. Tudi samo jaz lahko povem. To je po njemu. Glavnem... Super spy, dvojni agent, boljška Skripal. Zdaj si prav nojci, ker obstaja teorija, da je Cavaca bil v ožjem izdaru. To je na enem internetnem digitalnem kanalu napisal, ko sploh ne veš, kdo je in kaj je. In kje je to slišal, se spomnim. Ne bo verjel, da si dejansko nojt, ko vas gleda, kaj da igraš. Prav živčen si. Ne, to je to. Ti si prišel dejansko, dve stvari sta resnične, če lahko povzamem. Ne? Dve stvari sta resnične. Ena je to, da si ti dejansko prišel do klica v Paramount za scenarij, predlog scenarija za Star Trek, je res. In da je Boris Cavaca bil v ožjem izboru za Bonda. To sta dva, po mojih verih, resnična stavka. Zdaj pa. Ja. Tle se pa zgodba, sam žal ne morem povedati tega. Bil sem soudeležen, first hand, z filmom Casino Royale. Na kakšen način pa kaj? Pa ne smeš pa žal ne morem. Ker bi me mogel biti. Ne. Ker bi me mogel biti. To je tak bullshit. A bi boš pol off-air povedal? Ja, off-air ti bom pa povedal. Obljubim, da bom potem, naslednjič, da si bom napisal, bova povedala... To pa ja. Off-air ti lahko povem, javno pa tega ne smem povedati, no. Ker je stvar matter of privacy, ker ne vključuje samo mene, ampak tudi nekoga druga. I swear. Ok. I swear. Zdaj, ki te že poznam. Ne, resno. Ok. Resno. Ok. In ta druga oseba ni Roko. Tako da... Wow. Ok. Povej admin. Ta podcast je za 100, vem, da točno venga ne čudi. Ampak dajte donirati. Ja. Vsem. Okay. Vem, da sva let down, ampak zakaj bi bil za 100 let down? Ja, dajte plačati tole. Podpri.si drugačno. Ja. Hvala, danes so bila malo daljša. Ljudje so čist nervozni, da moraš povedati, Megan je pisala, da si leder rukavičke posodil. Da stand double je Bor napisal. Ne vem, jaz bom očitno to zvedel. Bom pa naslednjič saj povedal, a je verjetno to, kar zdaj bullshit prodaja. Exactly. Ja. To boš lahko povedal. To bom lahko povedal. Hvala sem, ki ste poslušali. Ne morem, ful si bil prepričljiv. Adijo.
mrežca pa res smrdi.